Pozdravljeni! Tudi zdravstveni dom Ormož v teh dneh izvaja dneve cepljenja proti koroni z geslom Stopimo skupaj, varno in zdravo naprej. Kako uspešni so dnevi cepljenja na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter o precepljenosti občanov smo se pogovarjali z direktorico zdravstvenega doma Ormož Vlasto Zupanič-Domanjko in njeno pomočnico Pavlo Govedič. Po podatkih COVID-19 sledilnika je v državi trenutno več kot 30 tisoč aktivnih primerov okužbe. Od začetka epidemije pa so okužbo skupno potrdili že skoraj pri 150 tisoč ljudeh. Do vključno nedelje je umrlo 3022 oseb, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, še kažejo podatki sledilnika. Podatki za občine, ki jih pokriva zdravstveni dom Ormož, pa so vključno z minulim ponedeljkom bili sledeči. V občini Ormož je trenutno obolelih 150 oseb, tedenski prirast to pomeni nekje 11%. V občini Središče ob Dravi imamo obolelih 44 oseb, kar pomeni za zadnji teden kar 58,8% prirast. V občini Sveti Tomaž pa je trenutno obolelih 35 oseb, kar pomeni prirast 5,9%. Koliko občanov pa je v vseh teh treh občinah bilo cepljeni do sedaj, recimo, kakšen je to odstotek prebivalstva? V občini Ormož je s prvim odmerkom trenutno cepljenih 57,3%, z vsemi odmerki pa 55%. V občini Sveti Tomaž je s prvim odmerkom cepljenih trenutno 50,6% prebivalcev, z vsemi pa 48,9%. V občini Središče ob Dravi pa je cepljeno z prvim odmerkom kar 60,2%, z vsemi pa 58,3%, kar seveda moram reči, da smo zelo zadovoljni, saj je to eden izmed najvišjih procentov precepljenosti v podravski regiji. In si želimo seveda takih primerov še več. Tudi zdravstveni dom Ormož v teh dneh izvaja dneve cepljenja proti koroni z geslom Stopimo skupaj, varno in zdravo naprej. Mi smo se, tako kot vsi ostali cepilni centri po Sloveniji, pridružili skupni akciji Stopimo skupaj za zdravje. In sicer prvi ti dnevi cepljenja so potekali že nekaj dni pred prazniki, med 19. decembrom in 23. decembrom. In sedaj v januarju nadaljujemo med 13.1. in 15.1.2022. Koliko organizirani dnevi cepljenja pripomorejo k večji odzivnosti prebivalstva, glede na to, da jih vabite tudi preko medijev in na vse načine pravzaprav? Presenetljivo dobro. Ko smo analizirali rezultate cepljenja, ki smo jih izvedli v dnevih cepljenja v mesecu decembra, smo ugotavljali 100% večjo odzivnost. Običajno nekje cepimo na teden od 200 do 250 ljudi. V tistih 4 dnevih pa je bilo cepljenih skoraj 490 občanov. Od tega je bilo prvih odmerkov 33, z drugimi odmerki 73 in z tretjim poživitvenim odmerkom 383. Moram reči, da smo bili zelo zadovoljni glede na tretje poživitvene odmerke. Seveda pa bi si želeli, da bi bilo prvih odmerkov več. Glede na nizko precepljenost še vseeno na našem območju, seveda še enkrat pozivamo vse, ki se še niso odločili za cepljenje z prvim odmerkom, če želimo, da zaščitimo sebe, druge
je seveda, kot vidimo, glede na širjenje tudi te nove različice, cepljenje edino, ki nas lahko seveda zavaruje pred hujšimi zapleti, tudi če do okužbe pride. Se je nujno cepiti s poživitvenim odmerkom? Komu ga pravzaprav priporočate, zdravstveni delavci? Glejte, na to, da virus zelo hitro mutira, to vidimo, da se vedno pojavljajo nove različice. Svetujemo, da se s poživitvenim odmerkom cepijo osebe po zaključenem cepljenju po osnovni shemi. Kajti le poživitveni odmerek je tisti, ki pomeni podaljšanje zaščite po osnovnem cepljenju. Priporoča pa se v prvi vrsti seveda za oskrbovance centrov starejših občanov, osebe stare nad 50 let, posebej ranljive kronične bolnike, potem seveda vse družinske člane, kjer se v družini nahajajo osebe z oslabljenim imunskim sistemom, osebe z poklicno izpostavljenostjo, potem osebe, ki so bile cepljene z vektorskimi cepivi, kot sta AstraZeneca, potem Janssen, ki vemo, da je bil samo en odmerek. Potem je seveda priporočljivo za osebe stare nad 18 let, oziroma nad 12 let seveda za vse tiste otroke, ki imajo oslabljeni imunski sistem. In seveda le na tak način bomo dosegli čim boljšo zaščito. Kako pa je sicer s cepljenjem otrok? Je interes, se cepijo? Trenutno je seveda največji poudarek na tem in priporočila, da bi se recimo cepili otroci stari med 5 in 11 letom starosti, predvsem pri tistih otrocih, ki imajo kronične bolezni, oslabljen imunski sistem. Za ostale pa seveda prav tako velja na 12 let. V prvi vrsti res imunsko oslabljene in kronične bolnike. Žal opažamo, da kljub spodbujanju pediatrov še mogoče predvsem na našem področju vidimo odzivnost majhna, vendar upam, da bo sčasoma tudi na tem področju se odločalo več staršev za cepljenje. Kakšen je podatek, koliko otrok pa se je pravzaprav v vseh teh 3 občinah cepilo? Moram reči, da na našem področju žal sedaj, ko je bilo uveljavljeno, da se lahko cepijo otroci stari nad 5 let, imamo samo 2 otroka cepljena v prejšnjem tednu. Katero cepivo pa je na razpolago v zdravstvenem domu Ormož, s katerim se pravzaprav največ cepijo, in s katerim cepivom bi se naj torej cepili otroci v bodoče, recimo vsi tisti, ki bi bili zainteresirani? V našem zdravstvenem domu po priporočilih seveda ministrstva in NIJZ cepimo v našem zdravstvenem domu otroke seveda izključno z cepivi Comirnaty, proizvajalca Pfizer, BioNTech. Ostale odrasle pa seveda prav tako največ z cepivi Pfizer, BioNTech oziroma Spikevax, se pravi proizvajalca Moderne. Drugih cepiv trenutno pri nas nimamo na razpolago in tudi povpraševanja ni. In s katerimi cepivi je bilo cepljenih največ občanov, največ ljudi, verjetno Pfizer? Tako je, največ občanov je bilo cepljeno z cepivi Pfizer in hvala Bogu, moram potrkati, na našem področju nismo imeli, da bi lahko rekli, da je bilo nekaj hujših zapletov. Seveda po vsakem cepljenju pa je kaki dan, 2 slabše počutje, mogoče tu pa tam kakšne dobi tudi povišano temperaturo ali pa seveda bolečine namesto vboda, kar pa več ali manj se pojavlja pri vseh cepljenih, tudi z drugimi cepivi.
Tako kot povsod po zdravstvenih ustanovah je v času epidemije bilo potrebnega veliko prilagajanja. Rekla bi tako, da smo zdaj že tretje leto, ko vstopamo v ta čas, kako bi rekla, sobivanja z tem virusom, covidom, in nekako poskušamo opravljati vse svoje redne naloge, kar je naše poslanstvo. Tako lahko povem, da je vsekakor situacija boljša kot leta 2020 in 2021, začetku leta, takrat, ko še ni bilo dovolj cepiva. Sedaj imamo tudi orodja za spoprijemanje z epidemijo, to se pravi cepljenje. Zato tudi v teh dnevih cepljenjih cepimo tako za prvi, drugi in tretji odmerek. Prav tako izvajamo dodatno še testiranje. Vsekakor smo zdaj tudi prilagodili urnike glede na 5. val epidemije, ki že poteka, glede različice omikron, tako da smo vsak dan zagotovili testiranje občanom, ker je treba v 24 urah, pač velja 24 ur ta hitri test. Tudi v soboto in nedeljo smo dodatno določili termine. Prav tako smo lani pričeli z vstopno točko za PCR brise, tako da tudi to je zdaj del naših rednih nalog. Seveda na te se je treba naročiti. Urniki so prav tako objavljeni na naši spletni strani in v mediji, tako da se lahko občani sproti seznanjajo z našim potekom dela. In ob tem lahko z veseljem povem, da smo tudi izpolnili pogodbene obveznosti, tako da bomo poslovno leto zaključili uspešno. Edino je seveda težava pri preventivnih programih, kajti te zaposlene iz Centra za krepitev zdravja, tudi delno iz Centra za duševno zdravje odraslih, patronaže in drugih služb, smo včasih usmerjali tudi v ekipe v cepljenje, testiranje, da smo zmogli vse te naloge, kajti ministrstvo niti Zavod za zdravstveno zavarovanje nam za te namene ni priznal dodatnega kadra. Tako da smo se notranje reorganizirali in zmogli vse te naloge. Seveda je preventiva potem 30% realizirana in smo nekako eni izmed redkih v Sloveniji, ki smo uspeli ta pogoj zadostiti, ki je bil tudi ta kriterij znižan glede na potek epidemije. Od ponedeljka naprej po januarski akciji Dnevi cepljenja bo cepljenje spet potekalo po ustaljenih urnikih. Ob ponedeljkih popoldne v Svetem Tomažu, ob torkih in četrtkih dopoldne in ob sredah popoldne v Ormožu in ob petkih dopoldne v Središču ob Dravi. Tako proti covidu kot proti sezonski gripi naročanja niso potrebna. Za cepljenje otrok pa se je treba naročiti pri pediatru ali na telefonsko številko cepilnega centra. Več z obiska v zdravstvenem domu boste izvedeli v petkovi oddaji Aktualno ob 20. uri. Sedaj pa v občino Sveti Tomaž. V centru kraja je v načrtu novi poslovno-stanovanjski objekt, ki pa ga bodo gradili, če bo dovolj zainteresiranih kupcev. 3-etažni poslovno-stanovanjski objekt bi bil postavljen v centru Svetega Tomaža. Idejna zasnova vsebuje poslovni prostor in stanovanja. Se pravi, gre za poslovno-stanovanjski objekt, ki bi ga radi umestili tukaj v centru Svetega Tomaža. Gre za novih 8 stanovanj in pa za nekje 70 kvadratov veliki poslovni prostor. Vse skupaj pa je v tem trenutku namen tega, da poskušamo dobiti informacijo o morebitnih interesih za nakup teh stanovanj. Namreč pogoj, da se sploh pristopi k nadaljnjim postopkom, je, da vidimo, če v kraju je ta interes, da bomo lahko te stanovanje prodali. V nasprotnem primeru pa seveda takšna gradnja ne bi bila smiselna. Ampak na tem mestu si upam trditi, da ta interes bo izkazan. Seveda pa bo prednost pri tem nakupu vsekakor pri naših občanih, ki vneto pričakujejo, da se bo to tudi v prihodnosti zgodilo. Gre torej za poslovno-stanovanjski objekt, predvidevamo torej, da ne bodo samo stanovanja. Vsekakor ne samo stanovanje, kot že rečeno, gre za možnost poslovne umestitve neke mirne dejavnosti, ki bi se tukaj lahko našla.
Kakšna vsebina bo, je danes zelo preuranjeno govoriti, ampak bomo videli, kakšni bodo interesi, kakšne bodo padle ponudbe. V tem naslednjem mesecu praktično bomo objavili to našo namero na različnih mestih, tako v časopisih, radijih pa še kje. Vsekakor pa bomo tudi obvestili naša gospodinjstva, tako da bomo dobili neki feedback glede zainteresiranosti in potem lahko konkretno govorimo tudi o vsebini poslovnega dela. Gre torej za 8 stanovanj, kakšne velikosti, kakšne površine bodo to? So kar prijetne velikosti, če smem temu tako reči, glede na potrebe. Stanovanja so velika nekje od 60 do 72 kvadratnih metrov. Vsako stanovanje ima svoj vhod, vse je speljano praktično po zunanjih stopniščih, tako da je sama notranjost izključno namenjena za bivanje. Vsa stanovanja bodo imela tudi lastno ogrevanje, kar se tiče toplotnih črpalk. Sama gradnja pa bi naj bila izvedena do 4. faze, se pravi dokončano vse, razen tistih finih stvari v samem stanovanju, kot so podi pa oprema kopalnice. To pa bi bila potem delo tistega, ki bi pač stanovanje kupil. Kakšna bi bila cena po kvadratnem metru? Zelo preuranjena informacija, ki bi jo dal, vsekakor glede na te cene, ki noro rastejo. Po teh zadnjih informacijah, koliko smo nekako si poskušali pridobiti to vrednost, bi naj ta cena znašala nekje do 1200 evrov po kvadratnem metru, govorimo do te 4. faze, ampak težko danes govorimo o tem. Prvič najprej treba videti interes, drugič treba videti, kdo bo sploh investitor, od tega pa bo potem seveda največ odvisno, kakšna bo vrednost. To pomeni, da investitorja še ni zaenkrat, nimate, ne bo občina tega gradila. Vsekakor, gledajte, tu bo občina, ima samo idejo. Mi smo pristopili k izdelavi idejne zasnove, ki je tukaj na mizi in jo bomo tudi predstavili. Vsi ostali koraki potem sledijo v nadaljevanju, glede na izkazan interes javnosti. Tega občina ne bo gradila, vsekakor bo bomo investitorja iskali na trgu. No, ta parcela, na kateri bo ta objekt stal, je v lasti občine Sveti Tomaž in bo glede na odločitev, da se pristopi k gradnji, prodana najugodnejšemu investitorju. Če zaključimo torej, pogoj je investitor in interes. Prvič interes, mislim pa, da ne bo taki veliki problem glede investitorja. Lokacija bo pravzaprav tam, kjer je največji manjko v našem centru Svetega Tomaža. Zdaj naši starejši se bodo spomnili, tukaj v centru je bil en lep objekt, takrat smo mu rekli kar kmetijska zadruga, ki se je raztezal v tem križišču tik ob Štefančičevem objektu. No, tukaj je danes makadamsko parkirišče, ki je praktično neka velika luknja v samem centru in ravno na tem mestu bi radi zapolnili to vrzel in zgradili ta lep sodoben poslovno-stanovanjski objekt. Vse je odvisno od interesa kupcev, čeprav bo tudi občina kupila 1 ali 2 stanovanji. Občina ima trenutno 19 občinskih stanovanj, ki pa so vsa zasedena. Torej, glede na morebitni interes, vsekakor se bomo nekje našli, ali pri stanovanju, ali pa morda celo v poslovnem delu. Ampak to je danes preuranjeno govoriti. Občina tako poziva vse potencialne kupce, da na občino podajo vlogo, s katero bodo izrazili interes za nakup stanovanja. Vse informacije in obrazci se lahko najdejo na spletni strani občine. Lahko tudi pokličete po telefonu ali se na občini oglasite osebno. Za vas, ki želite ostati v domačem kraju, in za vas, ki bi si želeli ustvariti dom v centru Svetega Tomaža, v mirnem kraju na obrobju Slovenskih goric, občina načrtuje gradnjo modernega poslovno-stanovanjskega objekta. Vsekakor je naša želja, da se ugotovi pripravljenost tovrstnega nakupa, kjer bo stanovanje na voljo za vse tiste, ki si to želite. Seveda pa bo od vas odvisno, ali bomo pristopili k gradnji tega objekta oziroma k iskanju investitorja. Idejna zasnova predvideva 3-etažni objekt, ki bo ponujal poslovni prostor in stanovanja. Ponujamo 8 stanovanj v velikosti od 60 do 72 kvadratnih metrov, primerna enosobna oziroma dvosobna stanovanja. Vsekakor primerna za vse strukture, zato lepo vabljeni. Vse podrobne informacije, načrti stanovanj in drugo so na voljo na občini Sveti Tomaž.
Pokličete lahko na 031 310 758 ali na 02 74 16 600. Informacije pa so tudi na spletni strani občine pod rubriko Aktualno. V tem času je že 5 interesentov izkazalo interes za nakup stanovanja. Poslovni prostor pa bo kupila občina. Ljubitelji izdelkov socialnega podjetja Botanik 100% naravno ste verjetno opazili, da se je trgovina preselila. Pa ne daleč, kar preko ceste na Kerenčičevem trgu. Zavod 100% naravno Botanik je v letih do danes postal blagovna znamka številnim izdelkom iz zdravilnih zelišč, ki se vse bolj uveljavljajo tako na domačih tleh kot v tujini. Več kot desetletja truda in raziskovanja je zavodu prineslo številne nove izkušnje in znanja ter mnoge odlične proizvode iz zelišč, ki vse bolj osvajajo srca potrošnikov. Tako ste v tem času verjetno že ugotovili, da se je trgovinica Botanik preselila na novo lokacijo. Ostaja na Kerenčičevem trgu, ampak na številki 8, kar pomeni od dolgoletne lokacije kar čez cesto. Ja, res je, samo čez cesto. Dejansko je bil razlog malo neko povišanje najemnin, to je zdaj kar težava, tako da smo se odločili, da poiščemo novi prostor, našli smo ga preko ceste, tako da v bistvu ni velike razlike. No. Še vedno pa torej vztrajate oziroma radi vztrajate ostati tukaj na Kerenčičevem trgu. Ja, dejansko je to neka lokacija, na katero smo se navadili, na katero so se tudi naše stranke navadile, tako da se je ponudila ta možnost, no, da se je sprostil ta prostor tu zraven mesnice, tako da smo rekli, da ostanemo tu, da ne delamo nekih drastičnih rezov. Imate dovolj prostora, pravzaprav gre za prostore nekdanje trgovine Špajza. Kako ste se torej navadili, razkomotili, koliko vam je pravzaprav sploh dano se razkomotiti v teh prostorih? Ja, prostor je res, da nekoliko manjši, kot je bil prejšnji. Malo nas je to skrbelo, ampak smo zdaj super uredili. Dejansko smo malo pregradili sam prodajni prostor, ne rabimo tako velikega, kot je bil prej, tako da smo iz polovice tega prostora si naredili mi pakirnico. Tako da v bistvu je zdaj na koncu izpadlo, da je mogoče še boljše, kot je bilo prej. No, malo smo mogli improvizirati pa se znajti, ampak zdaj je super. No. Če kaj drugo, vaše kupce gotovo takoj omami prelep vonj vseh teh vaših izdelkov. Je kaj novega z ponudbe ali še vedno torej vztrajate pri tistih istih izdelkih, kot smo jih navajeni? Nekaj novega, nekaj smo že sicer o tem govorili, ampak dejansko res nov izdelek je ledeni čaj, ki smo ga začeli to poletje 2020 počasi nekako uvajati, bom rekel, je bilo neko testno obdobje, zdaj pa načrtujemo s tem ledenim čajem oziroma poimenovali smo ga Frosty, dejansko preboj na trg, ciljamo na gostinske lokale, tudi na trgovine, tudi seveda na končne kupce, tako kot vedno. Tako da recimo letos pomladi, še bolj pa poleti, upamo, da nam uspe plasirati ta izdelek v čim več pač nekih partnerjem oziroma ponudnikom, tako da bomo videli, no. Delamo na tem, da bomo čim bolj uspešni. Kako pa sicer gre prodaja? Bom rekel, da se počasi vračamo na stare tirnice, ne? Ni še vse po starem, bom rekel, oziroma verjamem, da večini podjetij se to zgodilo pač v korona krizi, ne? Pač vmes nas je ustavilo, tudi neke investicije vmes niso bile možne, malo mogoče bo dalj časa trajalo, da pridemo tam, kjer je naš cilj, ampak upam, če se zdaj nekaj drastičnega več ne bo dogajalo s kakim zapiranjem, da se počasi recimo v kakem letu vrnemo na stara pota, pa potem nadaljujemo začrtano. Še vedno torej gre za socialno podjetje, koliko vas je zaposlenih? Redno zaposleni smo v podjetju 3.
Drugače pa, tako kot pravite, kot socialno podjetje, tudi ves čas dejansko delamo v programih socialne aktivacije. Ravno zdaj sta dve punci pri nas v mentorskem programu preko Zavoda za zaposlovanje, tako da dejansko tudi na ta način kot socialno podjetje poskušamo biti aktivni, se vključevati v družbo, pa tudi mogoče kakemu težje zaposljivemu posamezniku ponuditi malo vpogled v naše delo, ga usposobiti mogoče za lažje vključevanje na trg dela. No, zanimivost, ki smo jo opazili v vaši trgovinici, torej na Kerenčičevem trgu 8, je to, da ponujate tudi razna ročna dela poleg vaših izdelkov. To pomeni, da se kar da tukaj izbrati eno takšno fino, primerno darilo. Ja, tako kot pravite, dejansko je naš cilj tudi ponujati neke lokalne izdelke, se pravi lokalnih partnerjev, predvsem kakih kmetov oziroma rokodelcev, tudi manjših lokalnih podjetij. Dejansko je cilj, ne, da čim več takih ponudnikov predstavimo in pa da tudi v naši trgovini možno izbrati kako lokalno darilo oziroma darilo iz lokalnih izdelkov. Tako da imamo v ponudbi recimo lončarske izdelke, potem tekstilne izdelke od Centra ponovne uporabe ormoškega, kakšne kekse recimo od lokalnih kmetij, tudi bučno olje recimo, ne. Tako da trudimo se, no, da bi bila ta izbira čim bolj pestra, pa res od lokalnih ponudnikov. To dejansko je neka rdeča nit, ne, tudi paše v samo zgodbo botanika, se pravi lokalno narejeno na roke, ne. Koliko let torej že vztrajate? Ja, zdaj bo že kar 11 let, se pravi od leta 2011, takrat smo začeli spomladi, tako da smo že kar nekaj cajta, no, se trudimo. Se trudite, torej, kot pravite, tako je tudi prav, ne, in kakšne načrte imate oziroma kje se vidite v bodočnosti, glede na to, da bo verjetno le enkrat konec te korona krize? Ja, kot pravim, malo nas je mogoče zabremzalo, po domače povedano, ne, ampak dejansko pa nikoli nismo vrgli puške v koruzo, no. Zdaj mogoče smo v letu 2021 bili v nekem prelomnem obdobju, ko smo to krizo tudi izkoristili za mogoče razvoj novih izdelkov pa prestrukturiranje, no, bom rekel, da probamo nekako poleg teh izdelkov, ki imajo neko zdravilno noto, ne, iti tudi v izdelke, ki, bom rekel, neke gurmanske izdelke, pristnih okusov, vonjev, ne. Dejansko probamo na ta način si razširiti neko tržišče, ne, tudi zelo smo zakonsko mogoče omejeni pri teh izdelkih z zdravilno noto. Tako da ta Frosty, ne, 3 različni okusi so že prvi korak v tej smeri. Tudi čajne mešanice razvijamo v tej smeri preko tistega projekta, ki smo ga že omenjali, EcoFilter čaj. Smo razvili nekaj čajnih mešanic, ki so dejansko namenjena nekemu splošnemu, bom rekel, potrošniku, tistim, ki imajo radi dobre domače zeliščne čaje, pa tudi praktični za uporabo so, tako da probamo na ta način čim bolj širok krog kupcev nagovoriti, da nismo omejeni zgolj samo na neke trgovine, specializirano prehrano ali pa na potrošnike, ki iščejo nekaj za zdravje, ne, tako da probamo tudi iti malo v te, bom rekel, gurmanske vode, ne. V botanikovih izdelkih je shranjeno bogato znanje o zeliščih in zdravilnih rastlinah, ki spremlja človeštvo že tisočletja. Pri pripravi svojih izdelkov že od vsega začetka sledijo tako recepturam kot nasvetom iz sveta tradicionalnega zeliščarstva. Vsak izdelek pa ponuja nekaj svojevrstnega, v kar se boste prepričali s pokušnjo katerega koli izdelka. Od napitkov do zdravilnih čajev in krem. Trgovinica Botanik, odslej na Kerenčičevem trgu 8, je odprta ob delavnikih od 8 do 15 ure. V nadaljevanju pa se bomo vrnili v decembrski čas.
V današnji oddaji bomo predstavili drugi del koncerta Pihalnega orkestra Glasbene šole Ormož, ki ga tradicionalno pripravljajo 28. decembra. Minuli koncert je bil posvečen glasbi 80. let, ki ji še vedno radi prisluhnemo. Po letu dni premora, ki mu je botroval korona čas, je Glasbena šola Ormož v minulem prazničnem decembru spet pripravila novoletni koncert svojega pihalnega orkestra. Gre za tradicionalni koncert, brez katerega si v Ormožu novoletne praznike težko predstavljamo. V prvem delu se orkester, ki deluje pod vodstvom Vladimirja Krničarja, predstavil s 5 spleti skladb, ki so zaznamovale 80. leta prejšnjega stoletja. Zbrane v športni dvorani na Hardeku pa sta uvodoma pozdravila ravnateljica Glasbene šole Ormož Tatjana Petek in župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Za uvod v drugi del koncerta smo prisluhnili spletu uspešnic kraljice popa Madone, ki je zaslovela prav v 80. letih. Na splet njenih hitov, ki nosi naslov Queen of Pop, so zaplesale mažorete Glasbene šole Ormož, ki jih vodi Mojca Kovačič. Sledil je sklop 3 megahitov, ki so občinstvo kar hitro zvabili v pozibavanje in tapkanje z nogami. Slišali smo hite Phila Collinsa, angleške skupine Katrina in the Waves ter hit belgijske skupine Soul Sister. Pihalni orkester Glasbene šole Ormož sestavlja 65 godbenikov. Sestavljajo ga učenci in učitelji glasbene šole, bivši učenci in bivši učitelji. V nadaljevanju so se predstavili z miksom hitov ene najuspešnejših rock skupin Bon Jovi. Gre za skupino, ki je uspelo postati popularna v 80. in ji takšen status obdržati tudi v 90. in v novem tisočletju.
Čeprav je leta 1983 Oskarja za najboljšo originalno filmsko glasbo prejela skladba What a Feeling iz filma Flashdance, ki smo jo slišali v prvem delu koncerta, je prava pop senzacija v 80-ih postala skladba Maniac, ki v besedilo predstavlja zgodbo dekleta, obsedenega s strastjo do plesa. Koncert so zaključili s enim od največjih hitov vseh časov, ki je v 80-ih kot glavna pesem predstavljal vrhunec še danes ene izmed največjih in najodmevnejših glasbenih dobrodelnih akcij in koncerta Live Aid. Skladbo We Are The World so ob orkestru zapele članice zbora pevk pevskega oddelka glasbene šole Ormož pod mentorstvom Tine Pečar Laznik.
V Ormožu je bila odigrana prijateljska tekma rokometnih reprezentanc Slovenije in Avstrije za rokometaše do 18 let. Zmage so se veselili mladi Slovenci. Ormož in športna dvorana Hardek sta gostila mednarodno pripravljalno tekmo reprezentanc Slovenije in Avstrije do 18 let. Ekipi sta v letu 2021 na Rogli že odigrali 2 pripravljalni tekmi. Obe so dobili severni sosedje z rezultatoma 22:17 in 26:18. Tokrat so tekmo dobili mladi Slovenci, ki so vodili od samega začetka tekme. V 6. minuti je izid bil že 5:1 v prid četi trenerja Sandija Markla. Z dobro igro so gostitelji velik del prvega polčasa držali prednost 2 do 4 zadetkov. V 29. minuti pa prvič povedli za 5 golov, 18:13. Prvi polčas so svojim 14. golom zaključili Avstrijci. Izid polčasa Slovenija 18, Avstrija 14. Junaka prvega polčasa sta bila pri Sloveniji Nejc Hriberšek in pri Avstriji Jakob Švancer, ki sta dosegla po 5 zadetkov. Podobno, zelo uspešno kot v prvem polčasu je Slovenija začela tudi drugi polčas in večala prednost iz minute v minuto. Po seriji 4 zaporednih golov so naši kadeti povedli celo s +7, 24:17. Tudi nekaj minut zatem je še vedno prednost Slovenije znašala +7, 27:20. Nato je gostom uspela serija 4:0 in v 50. minuti se je prednost Slovencev ustalila na -3, 27:24. Po rahli krizi so Slovenci solidno odigrali zaključek tekme in ponovno ušli nasprotniku na neulovljivih +6, 30:24. Sledile so 2-3 minute nekoliko slabše igre Slovenije, kar je izkoristil nasprotnik in ublažil poraz na končnih Slovenija 31, Avstrija 29. Vratarji Slovenije so skupaj zbrali 9 obramb, 4 Mark Šalamon, 3 Ivo Jan Marušič in 2 Ijan Mesarec, sicer član Velike nedelje, ki je vodilna ekipa članske druge državne rokometne lige. Hriberšek je tekmo končal pri 6, Vid Kompare pri 5 in Alen Begic-Bačnik pri 4 zadetkih. Vratarji Avstrije so skupaj zbrali 11 obramb, največ 5 jih je zbral Marko Bogojevič.
Najuspešnejša strelca pri Avstriji sta 6 goli bila Klemen Smelešnik in Paul Hofman. Reprezentanca Slovenije do 18 let je tako na Hardeku dobila 3 zaporedne tekme, 2 proti Črni Gori in 1 proti Avstriji. Na kratkih 3-dnevnih pripravah v Ormožu je ekipa opravila 5 treningov in odigrala 1 tekmo. Trenutno bi se morali na pripravah v Ormožu muditi mladinci, a jim je žal koronavirus preprečil zbor na pripravah in turnir na Madžarskem. V tem tednu v Ormož prihajajo še mlajši kadeti, reprezentanca do 16 let, katero kot trener vodi Jani Klemenčič. Futsalerji v prvi slovenski futsal ligi bodo s svojimi tekmami državnega prvenstva pričeli šele 11. februarja. V ekipi Meteorplasta so poskrbeli za novi 2 okrepitvi, ki bosta poskušali pripomoči k še boljšim rezultatom. Zaradi nastopa slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu na Nizozemskem trenutno miruje tekmovanje v prvi slovenski futsal ligi. Evropsko prvenstvo bodo Slovenci pod vodstvom selektorja Tomija Horvata pričeli v četrtek 20. januarja proti Kazahstanu. V ponedeljek 24. januarja je na sporedu tekma proti Italiji, v petek 28. januarja pa še tekma proti Finski. To bo že 7. nastop futsal reprezentance na Evropskem prvenstvu. Državno prvenstvo se bo tako nadaljevalo meseca februarja, natančneje v petek 11. februarja, ko bomo lahko v Ljutomeru pospremili sosedski derbi med Meteorplastom, Šic Bar in Hišo Daril Ptuj. Prleki bodo v nadaljevanje prvenstva vstopili okrepljeni z 2 novima igralcema. Ekipi se bosta namreč pridružila Tjaž Lovrenčič in Marcel Vindiš. Oba sta nazadnje igrala v Italiji, Lovrenčič pri Beneventu, Vindiš pri Pordenonentu. Meteorplast Šic Bar je trenutno s 13 točkami na 6. mestu prve slovenske futsal lige. Do konca rednega dela prvenstva pa ga čaka še 5 tekem. V nadaljevanju pa si poglejte nekaj najlepših zadetkov s tekem ljutomerskega futsal prvoligaša. Life
Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Za vas, ki želite ostati v domačem kraju, in za vas, ki bi si želeli ustvariti dom v centru Svetega Tomaža, v mirnem kraju na obrobju Slovenskih goric, občina načrtuje gradnjo modernega poslovno-stanovanjskega objekta. Vsekakor je naša želja, da se ugotovi pripravljenost tovrstnega nakupa, kjer bo stanovanje na voljo za vse tiste, ki si to želite. Seveda pa bo od vas odvisno, ali bomo pristopili k gradnji tega objekta oziroma k iskanju investitorja. Idejna zasnova predvideva 3-etažni objekt, ki bo ponujal poslovni prostor in stanovanja. Ponujamo 8 stanovanj v velikosti od 60 do 72 kvadratnih metrov, primerna enosobna oziroma dvosobna stanovanja. Vsekakor primerna za vse strukture, zato lepo vabljeni. Vse podrobne informacije, načrti stanovanj in drugo so na voljo na občini Sveti Tomaž. Pokličete lahko na 031 310 758 ali na 02 74 16 600. Informacije pa so tudi na spletni strani občine pod rubriko Aktualno. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Pristno slovensko, prijetnega vonja, polnega okusa. Na voljo tudi s ptujskim česnom in ptujskim lukom. Vse od polja do olja, Jeruzalem sad. Sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Pa je za nami že polovica januarja. V naslednjih dneh bo v ospredju Antonovanje na Kogu. Organizatorji so dogajanja tudi letos bili primorani prilagoditi razmeram. Kljub temu pa tradicionalnih čurk ne bo zmanjkalo. Gotovo pa se bo našla še kakšna zanimivost, tako da se nam le pridružite tudi čez teden dni. Vse dobro vam želimo in nasvidenje do prihodnjič.